Velika sreda je že sestavni del velikega tedna, saj je to dan priprave, podobno kot pred Božičem. Ponekod že na veliko sredo popoldne začno moliti po cerkvah jutranice za veliki četrtek. Te žalostne molitve so sestavljene iz psalmov, beril in žalostnih pesmi preroka Jeremija, ki pa se zaključujejo s pretresljivim opominom: Jeruzalem, Jeruzalem, spreobrni se Gospodu, svojemu Bogu. Po teh molitvah običajno duhovnik poklekne pred oltar in poje žalostni spev skesanega Davida: Miserere, usmili se. Te jutranice se končajo s spevom: Kristus je bil pokoren do smrti, zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki presega vsa imena. Ta spev je tudi vez 3 dni velikega tedna. V samotnem kraju Jezus uči, nahranil skruh, 5000 ljudi in napovi na pragu smrti, še zadnji večer, je zbral učence, umili mnogi, in ker je hotel ostati pri njih, je v roke vzel in jim dal vino, telo in kri. Kruh in vino, telo in kri. Obredi velikega četrtka pa nas spominjajo na največjo božjo ljubezen. Ta dan je namreč Gospod postavil najsvetejši sakrament. Sicer obhaja cerkev še posebej praznik svetega rešnega telesa v pobinkoštni dobi, ko odmeva v molitvah in cvetoči naravi spev veselja, vendar proslavlja sveta Evharistija tudi na veliki četrtek, čeprav je pogreznjena v globoko žalost. Zato je maša na veliki četrtek vesela in slovesna, obenem pa žalostna. Veselje je v okrašenem oltarju, kar v postnem času ni bilo moč videti. Veselje je tudi v beli obleki duhovnika, ko veličastno zapoje glorijo ali slavo. Nato slovesno in mogočno zadonijo orgle, zazvonijo zvončki in zvonovi. Tebe, Boga, hvalimo. Vse pa hipoma utihne vse tja do velike sobote.
V cerkvenih molitvah se omenja groze polno ime izdajalca Judeža. Pri povzdigovanju posveti mašnik 2 hostiji, eno potem zaužije, drugo po procesiji prenese v Božji grob. Ta sprevod nam predstavlja Jezusovo pot na Oljsko goro. Pri Božjem grobu se po obredu moli in poje predvsem pesmi, ki se nanašajo na Kristusovo trpljenje na Oljski gori. Obred pa se konča z razkrivanjem oltarjev, ki se oropajo vsega lepega. Celo svečniki in prti se pobero z njih. Učenci so namreč zapustili Gospoda in rabli so ga slekli na Kalvariji. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Kristus je nocoj umrl na križu, na veliki petek. Zato je nocoj opuščena nekrvava daritev svete maše. S tem naj bi se bolje spominjali prave krvave daritve na križu. Cerkev je v temi. Prazni oltarji molče pričajo o grozoti. Tabernakelj je odprt in prazen. Gospoda ni več. Duhovniki so stopili pred oltar v črnih oblačilih, se vrgli na obraz in tiho molili. Ko so molitev končali, so začeli z branjem ali petjem preroških beril, ki so se nanašala na Kristusovo bridko Martro. Berilom je sledil pasijon po svetem Janezu in prvi del obredov se je končal s prošnjo za usmiljenje. Drugi del obredov je vseboval čaščenje svetega križa. Duhovnik je odkril križ in pel z vedno višjim glasom: Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo. Mi pa smo odgovarjali: Pridite, molimo. V tretjem delu obredov je nadaljevanje maše, ki ni prava maša, ker nima povzdigovanja, temveč le obhajilo sveto hostijo, ki pa je bila posvečena že na veliki četrtek. Po obredih je ljudstvo zbrano pri Božjem grobu pelo in molilo v spomin na Jezusovo trpljenje, še posebej pa v čast svetemu križu. Velika sobota pa nas spominja na Jezusa v grobu. Obenem je to uvod k sveti veliki noči. Nekdaj so se kristjani zbirali na veliko soboto zvečer k liturgičnim molitvam, ki so trajale vse do jutra. Posvetili so velikonočno svečo, nato so krstili katehumene in prisostvovali slovesni polnočni maši, med katero so novokrščenci prejeli tudi prvo sveto obhajilo. Pozneje pa je cerkev vse te obrede nekoliko spremenila. V ranem sobotnem jutru se najprej blagoslovi ogenj pred cerkvijo. S tem ognjem se prižge tudi ogenj po naših domovih in pa sveče v cerkvi zvečer. Kristusova luč zasveti iz vstajenske sveče, ki že ponazarja vstalega zveličarja. Po berilih duhovnik blagoslovi krstno vodo in zmoli litanije vseh svetnikov. Nato zapoje tako pričakovano glorijo in spet se v cerkev vrne življenje.
orgle donijo, zvonovi zvonijo. Aleluja, Kristus je vstal. Kristus je vstal, aleluja.